Spoštovani, na prizorišče prihaja predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič. S himno smo počastili dan državnosti, ki smo ga praznovali v torek 25. junija. Na ta dan je Slovenija formalno postala neodvisna, saj sta bili takrat sprejeti deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Spoštovane dame in gospodje, ljubitelji jasne misli in močne besede, dragi prijatelji, ponovno dobrodošli tukaj v amfiteatru osnovne šole v Dornberku na pogovornem večeru v okviru Goriških večerov, ki ga organizirata Društvo Zapisi in Društvo Tabor nad Dornberkom. Sodobna družba želi vse izmeriti, pravzaprav standardizirati, da bi lahko stvari med seboj primerjala, pravzaprav gre za večno tekmovanje, kaj je večje, kaj je boljše, hitrejše, dražje in tako naprej. Da pa ne bi prihajalo do nepotrebnih konfliktov, pa morajo biti pravila igre jasna. Kam pa bi prišli, če bi vsak imel svoj meter? Mir in blagostanje nista samoumevna. Ljubezen do domovine in slovenske besede pa je neizmerljiva. Je srčna, je neskončna, je neomajna, je moja in je dar, ki ga velja deliti tudi z drugimi. Tudi pesem je dar. Ko nežno boža dušo, zato se ji za nekaj trenutkov prepustimo. Pel bo oktet Sotočje. Videl dežele sem tvoje, videl sem tvoje nebo, zdaj v rodne kraje potujem, rad bi spet videl svoj dom. Dežele so lepe, lepo je južno nebo, še lepše pa sijejo zvezde, tam, kjer moj ljubljen dom. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me rodna dežela. Vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Slišal šumenje Savice, Triglav bom videl in blik, šel bom v Vinske gorice, šel bom na Pohorje spet. Zasanjana Trenta, vabi Ljubljansko polje, vabi me sončna Dolenjska, kjer stare lipe šumi. Kot makov cvet, kot cvet deklet, vabi me rodna dežela.
Hvala lepa, Oktetu Sotočje. Na oder pa zdaj vabim gospoda Marka Lotriča, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, in Andreja Černica. Prosim. Marko Lotrič je od decembra 2022 predsednik Državnega sveta, drugega doma v slovenskem parlamentarnem sistemu, ki je zbor interesnih skupin. Lotrič je bil vanj izvoljen kot predstavnik delodajalcev in se opredeljuje za nepolitičnega oziroma nestrankarskega predsednika. Tudi v tej novi vlogi pravi, da je še vedno gospodarstvenik, saj je bil namreč do izvolitve na to odgovorno mesto generalni direktor mednarodno uveljavljene skupine Lotrič Metrology, ki se ukvarja z kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Podjetje združuje preko 170 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v 9 podjetjih v 7 državah. Pogovor z njim bo vodil Andrej Černic, ki ga kot voditelja Goriških večerov že poznate. Spoštovana, mikrofon je vajen. Izvolite. Najlepša hvala, dober večer, seveda tudi v mojem imenu in lep pozdrav vsem, ki ste danes z nami. Dober večer, gospod predsednik, tudi vam in hvala, da ste se odzvali na vabilo. Ja, hvala lepa in lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem prisotnim. Verjamem, da nas ne bo zeblo in da nam bo ta urca hitro šla skozi. Hvala. Gospod predsednik, poznamo vas sedaj v funkciji institucionalni, politični, dejansko pa izhajate iz gospodarstva, kot smo slišali tudi iz predstavitve. Kako naj vas torej nazivamo? Ste podjetnik iz posojen politiki ali ste sedaj politik, ki izhaja iz gospodarskih krogov? Ja, mislim, da bolj drži to slednje in sicer, da dejansko sem postal politik iz gospodarskih krogov na vsak način. Ker moram reči, da povezava med gospodarstvom in politiko je zelo podobna kot neka povezava med politiko in drugo sfero, lahko kulturo, lahko drugim nekim podsistemom družbe. Vsako predznanje, vsaka socialna mreža, ki jo človek prej ustvari, je pa toliko lažje potem za nadaljevanje. Dejansko to ni vaša prva izkušnja v politiki. Pred leti ste bili, če se ne motim, v občinskem svetu v Železnikih. Sedaj prekinili ste to recimo prvi del politične kariere, ko prav zaradi svojega podjetja in se potem, ko ste podjetje predali svoji hčeri, vrnili v politiko. Zdaj, ko gledamo na to, sta ta dva svetova ločena ali obstaja neka presečna množica med politiko in gospodarstvom? Pač vi nekako ste ločili ta dva pojma od začetka pač do danes. Ja, zagotovo je takrat, to je bilo leta 2006, prevladala skrb za podjetje, skrb za zaposlene. Namreč začel je veljati zakon o nezdružljivosti, kar je pomenilo, da občinski svetnik v občini Železniki, ki je hkrati direktor nekega podjetja, ne more to podjetje upravljati, v našem primeru storitev, v bolnišnici v Mariboru. To je bil konkreten primer. V zaščito, bom rekel, podjetja, da smo lahko pridobili ta posel, pa ne samo ta posel, ampak vezal se je na vsa podjetja v državni lasti, potem, kot rečeno, bolnišnice, zdravstveni domovi in to v podjetju takrat predstavljalo čez 20% obsega dela. Seveda je bila logična posledica, da sem prosil župana, če me lahko razrešijo, vse sem razložil in smo nekako v enem dobrem mesecu, 2 mesecih poskrbeli za to, da je podjetje lahko nemoteno delalo. Jaz sem se pa takrat pač po 6 letih nekako posloval. No, politika oziroma recimo to skrb za javno dobro vas je potem spet premamila. Ja, zdaj resnično je to, da sem v podjetju nekako preživel ali pa v gospodarstvu preživel 40 let, 5 mesecev manj, je bilo to decembra, in da so se vsi trije otroci odločili, da ostajajo v podjetju
In ker so pač volitve na vsake 4 leta, sem začutil to, rekel, nekak poziv, poslanstvo, ne nazadnje pa potem se veste, kako gre to. Najprej sem kandidiral za svetnika državnega sveta v okviru zbornice ZDOPS, to se pravi, to je Združenje delodajalcev, obrti in podjetnikov, in potem dobil kar močno podporo ali pa 100% podporo med gospodarskimi in delodajalskimi organizacijami, oziroma poziv naj pa vendarle nekdo prevzame odgovornost in naj kandidira. Glede na kolege, ki pač izviramo iz tega gospodarskega miljeja, sem resnično, ko smo šli od človeka do človeka, bil na poziciji, kjer sem lahko, bom rekel, ja, se lahko umaknem iz podjetja in prevzamem to odgovornost. In ni bilo potem, bom rekel, ja, še jasna zaveza ljudem, da kar sem se odločil drži, pogovoril seveda ženo Mojco doma in pa potem kar naslednji dan pač potrdil in rekel, zdaj to je moja odločitev. Zato res veliko podporo mi ni bilo pač težko kjerkoli potem kandidirati naprej za predsednika. Tako, kaj lahko dejansko iz političnega sveta prenesete v podjetništvo, oziroma obratno, kako lahko vaša podjetniška žilica koristi tudi v političnem angažmaju? Jaz mislim, da je povsod, verjetno pa predvsem v gospodarstvu in politiki en skupni imenovalec, to so ljudje. Ljudje delajo posel, ljudje delajo politiko, se pravi v podjetju pravijo, da je 1/3 zavzetih ljudi, potem je 1/3 takih, ki pač delajo in 1/3 je ljudi, ki so pravzaprav zavezani k temu, da naj ne bi delala. Ne. Zdaj, če to drži, potem tudi v politiki lahko rečemo, da imamo neko koalicijo, pa neko opozicijo in potem še neke stranke ali pa ljudi vmes in pravzaprav ni velike razlike. Ne. Se pravi, tako kot v podjetju se vsak vodja trudi skupaj z ostalimi v kolegiju, da tiste nezainteresirane ljudi spravi eno stopnjo višje, a ne, to se pravi, da želijo delati. Ne. In tiste, ki želijo delati, spravi med navdušence v podjetju. Skratka, ampak to se da samo na dolgi rok. Se mi zdi, da je vodenje z zgledom še vedno najbolj tisto vodenje, ki nekako generacijam v Sloveniji paše, torej, da delimo isto skorjo kruha, da če nekdo dela, da ga podpremo in velikokrat povem in tudi moj moto zdaj je ta, da delo se mora splačati, in trud in poštenost pa morata biti nagrajena. In to je tisto, kar me je vodilo prej že v podjetju, govoriva potem lahko o odnosu do zaposlenih, seveda tukaj so nagrade, ker verjamem, da velikokrat sem poslušal, kako je vse pomembno v podjetjih, dobro počutje, pogoji dela, to vse drži. Ampak dokler časa se mi pogovarjamo, da imamo povprečno plačo v Sloveniji 1500 evrov, 1480 evrov, je vsakih 50 evrov izredno pomemben, več ali manj od tega, ali bom preživel doma, se pravi družino ali ne. Zato se mi zdi, da je še vedno, moramo nekako razmišljati o tem, kako to plačo dvigniti, pa standard povečati, ne plačo dvigniti, standard povečati. To se pravi, da so naše osnovne dobrine, stanovanja, hrana, prvič dostopne, zdravstvo in v nadaljevanju pa, da recimo z nekim delovnim pristopom lahko preživim sebe, lahko preživim družino. Ne. In to je, bom rekel, potem, da pa ljudi navdušeš za to, da dajo nekaj več, pač jih navdušeš vso stvarjo. Ne. In če podjetju dobro gre, so tudi pogoji dela boljši, so oprema, prostori, plače, kot sem že omenil, vse to je boljše in ljudje postajajo, ko vidijo, da se dejansko premika in se mi zdi, da je tako kot v politiki, v gospodarstvu, recimo jaz sem vedno trikrat mesečno smo vse rezultate skupaj pogledali, se pravi, jutranja kava nam je prinesla teh 10 minut možnosti za debato,
kot rečeno, na vsake 10 dni smo pogledali rezultate in takrat se je 20. oziroma tam nekje okrog 25. smo gledali, koliko moramo še narediti za ta mesec, da bo neka nagrada prišla. Ne. Smo bili vsi zainteresirani in se mi zdi, da to, ko ljudje vemo, kako pravzaprav nas, kaj nam sledi, kaj nas čaka, če bom nekaj naredil, se mi zdi, da se nasplošno jaz moram zelo pohvaliti sodelavke in sodelavce vseh teh, kar sem bil na svoji poti 33 let, prej sem bil pač v podjetju 7 let, ne, in jaz imam tukaj dobre izkušnje in ljudje, roko na srce, znajo potrpeti takrat, ko je to potrebno, če vejo, da bojo takrat, ko bo pač potreben, bojo pa dobili nagrado. Tako da iz tega stališča zdaj v politiki bom pa rekel tako, da je dejansko denar na drugem mestu. Zaradi tega, ker tukaj imamo pač javni plačni sistem, vsak ve približno, zelo natančno, koliko bo dobil. Tukaj so pa več bolj pogoji za delo, in pa seveda, koliko je posamezen oddelek oziroma koliko je posamezni urad, enota, organizacija, koliko je učinkovita, kaj sprocesira. In no, tukaj se pa začne pogovarjati potem o učinkovitosti javne uprave. Tako torej, našteli ste oziroma prikazali ste nam recimo neke skupne imenovalce med dobrim podjetništvom in dobro politiko. Po eni strani recimo v podjetju so delavci, ki po zaslugi delodajalca in skupnega dela lahko morda stremijo k višjim plačam in kakovostnemu delu. Dober politik, tako kot dober podjetnik, skrbi za državljane in za višanje standarda. Kaj pa razkorak med podjetništvom, gospodarstvom in politiko? Zdaj, ena od definicij politike je to, da je umetnost možnega. V podjetništvu najbrž taka definicija ne bo ravno odgovarjala, ker z umetnostjo možnega podjetnik najbrž ne pride zelo daleč. Zdaj, z tega izhodišča, kakšen je razkorak med realnim gospodarstvom, realnim podjetništvom in recimo tako realno politiko? Ja, recimo v podjetništvu verjamem, da veliko ljudi pač delate v podjetjih in je jasno, veliko demokracije je tam dopuščeno, vse do odločitve. Ko se odločamo za nek projekt, verjetno povabimo, saj sam sem tako delal, da sem povabil več ljudi, strokovnjakov, vabil tiste, ki več vejo o temi kot sam. In ko smo pač sprejeli na koncu s soglasjem verjetno neko odločitev ali pa tudi nekdo je pač jasno, neka odločitev je bila sprejeta, skratka, ne, potem ni več demokracije, potem se drži terminov, se drži planov, vsak, ne vem, če začnemo pri časovni dinamiki, takrat pri projektih je velikokrat čas v vprašanju, pa tudi denar, ampak denar je pač že predviden nekako, ne, se pravi, da potem se ne diskutira prav veliko več, ampak je treba ta cilj uresničiti. Zdaj, politika je, kot ste lepo povedal, umetnost mogočega, tu dokler časa pač ni 45 glasov v državnem zboru, se pač nič ne zgodi. In zaradi tega se mi zdi, da je vedno nek dogovor, ki je sklenjen na pol poti, ampak vodi k neki rešitvi, je samo nek začasen, okviren, bom rekel, dogovor, ki pelje do naslednjega sestanka. Na naslednjem sestanku se lahko pride druga oseba iz istega ali stranke ali urada, pa bo zadeve drugače interpretirala. Skratka, v politiki je dogovarjanje in se mi zdi, da ključne osebe v politiki, se pravi avtoriteta posameznikov, veliko šteje. Recimo iz dela državnega sveta lahko povem, da ko se razprava vrti okrog določene teme, se javijo k besedi strokovnjaki z tistega področja. Težko bomo zdaj srečali nekoga, ki bo govoril o zdravstvu, pa ni iz zdravstva. Lahko se ga osebna nota dotakne, osebna izkušnja dotakne, pa bo to izkušnjo povedal, ampak spet govori iz sebe, iz izkušnje. Ampak da bi pa na strokovni ravni lahko oponiral nekomu, ki pa prihaja iz vrst zdravstva, se pač to ne dogaja. In to se mi zdi ta žlahtnost potem dialoga, ki obstaja v državnem svetu in
bi želel si, no, da bi ta vrsta dialoga šla naprej še v državni zbor, kjer pa razumem, da je v državnem zboru je pač strankarski sistem, v državnem svetu je pa sistem interesov. In ti interesi so večkrat bolj gredo skupaj kot pa strankarski interesi. Tako da recimo ta manko je v državnem zboru oziroma vi bi radi videli, da se tak pristop, čeprav logično govorimo o dveh popolnoma različnih telesih, političnem in recimo bolj strokovnem, ampak vsaj nek vidik, da se vzpostavi tudi v državnem zboru, ko gre razprava o določenih temah, da kdor se oglasi, naj bo recimo toliko podkovan v določeni zadevi. Kako vidite? Pravzaprav bi si želel to, da je nekdo slišan z dobrim argumentom. Mogoče kasneje bomo prišli do mehanizmov, kakšne ima državni svet. Pa vendarle, ko nekdo da dober predlog, da bi bil ta predlog slišan in podprt. In res je to, jaz verjamem, da je to težko. Nimam sam izkušenj iz državnega zbora, predstavljam si pa, da je pač tukaj vsak glas šteje, 45 glasov oziroma 46 glasov je pač potrebno, da se določena zadeva premakne in kdor jih zbere, pač ta vlada in tukaj si lahko sam to želim, da so, bom rekel, predlogi, ki so sprejeti, torej zakoni, da so sprejeti s pomočjo in na osnovi stroke in na osnovi, bom rekel, če tako poenostavim, zakonodajno-pravne službe, se pravi, da nekaj delamo skladno z zakoni, z ustavo in po drugi strani, da ni prezrta stroka. To je v državni zbor se mi zdi ključno, ker vidimo se v državnem svetu, ko pridejo zakoni ponovno potem kot predmet veta, vidimo, da je to večkrat spregledano. No, pojdimo k vam, oziroma začeli bomo z zadnjim vašim poglavjem in se potem vračali nazaj. Omenili ste, da ste v določenem trenutku, ko nekako ste uredili zadeve s svojim podjetjem, se prepustili temu klicu politike. Sedaj, kako je to bilo in ste morda razmišljali tudi o državnem zboru ali ste bili prepričani, pač, da bi nastopili kot politik v državnem svetu? Ne, o politiki v državnem zboru nisem še razmišljal, zaradi tega, ker so pač volitve potekale 2 leti nazaj in takrat sem bil jaz še trdno v podjetniških vodah. Zdaj, ko pa sem pač dopolnil in tudi ne nazadnje teh pogojev za upokojitev, če bi tako rekel, sem pa se, priložnost je bila, ker se je izpel 6. mandat državnega sveta in kandidacijski postopek za državni svet. Kandidacijski postopek na strani delodajalcev poteka na način, da določena reprezentativne zbornice predlagajo člane in sem bil predlagan z omenjenega ZDOPS-a, potem je še Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev in pa Trgovinska zbornica, nekje od tega miljeja 5 predstavnikov potem, se pravi, smo šli na skupne volitve in tam smo bili pač izvoljeni tisti, ki smo bili in to je državni svet. Državni svet je bil meni mogoče prej zelo dobro poznan, zaradi tega, ker je moj predhodnik Alojz Kovšca bil tudi član Obrtne zbornice in kot sem bil že prej aktivni član v Obrtni zbornici, sva se večkrat srečala, kakšno zadevo nam je razložil na kolegijih, na upravnem odboru, zaradi tega sem poznal delovanje državnega sveta. In mi je bil blizu in ko sem videl, da je pač to opcija, sem se, bom rekel, kar hitro odločil, da vstopim. Državni svet velja nekako za drugi dom slovenskega parlamentarizma. Kako bi ga vi opredelili? Je torej drugi dom, čeprav z manj pooblastili v primerjavi z državnim zborom? Lahko rečem, da pa mogoče res, večkrat sem že povedal to zgodbo, ki sem jo slišal od Jeffersona in Washingtona, ko sta razpravljala o tem, ali potrebujejo Američani senat. In pač Jefferson je povprašal Washingtona, zakaj bi imeli senat.
In ga je vprašal, zakaj imaš pa čajno skodelico zraven vrča. Prav, ja, zaradi tega, da natočim čaj in da se potem ohladi. No, prav, vidiš, tukaj je razlog. Zadevo je treba ohladiti, zadevo je treba pripraviti užitno, da se lahko sprejme. No in sam sem prepričan, da je dvodomnost povzdiguje demokracijo, vendarle je to nek nadzorstveni organ, ne, če lahko tako rečem, prvemu domu. In dobro sodelovanje med obema domovoma je ključno za dosego dobrih zakonov. Tako bi pač jaz kot v teoriji rekel, ja, to bi bilo super. Vendar državni svet ima določene omejitve v Sloveniji, določene omejitve, ki so mu jo dale pač Ustava Republike Slovenije, zakoni in eni pravijo, da je brezzobi tiger, da ne more v postopku sprejemanja nič narediti, ampak vidimo iz izkušenj, da pa ni ravno tako. Ne. Kljub trenutnemu stanju, da ima koalicija v državnem zboru krepko večino, pač mi kot državni svet opozarjamo na tiste zakone, na tiste predloge, ki niso v redu. Ampak to je samo en del našega dela. Ne. Drugi del, predvsem je pa tukaj veliko razprave, pa v nadaljevanju mogoče od teh razprav, kjer pravzaprav naši svetniki podajo mnenje že na komisijah, različnih komisijah, 8 komisij imamo, in potem poslanci državnega zbora uporabijo te razprave tudi za svojo razpravo v državnem zboru. No, to pa je tista kakovost, ki jo podpiram. O tem se vrnemo, ampak ker ste načeli temo veta, bomo še s to temo nadaljevali. Namreč državni svet je splošno najbolj znan ravno po tej pravici do veta na zakonodajni postopke, ki jih odobri državni zbor. Omenili ste določene pomisleke, ki jih ima javnost glede državnega sveta, pač dejali ste brezzobi tiger. Pred leti, morda ne toliko v teh časih, ampak pred leti se je tudi govorilo o možnosti ukinitve državnega sveta. Sedaj je tudi res, da večkrat potem državni zbor nekako funkcionira, če nekoliko pač povemo na tak način, kot valjar, ki potrdi to, kar vlada prinese na mizo, in morda kljub opozorilom, kljub vetom, ki jih postavlja državni svet. Torej, v vsem tem kontekstu, recimo, konkretno to pooblastilo oziroma ta pravica, da postavi državni svet veto. Zdaj, kakšno funkcijo igra v tem institucionalnem sistemu? Ja, veto igra zelo močen mehanizem. Namreč verjamem, da je krepka večina in vsi vidimo, da je krepka večina v državnem zboru, pa vendarle. Jaz verjamem, da so vsi ljudje v državnem zboru opravilno zelo sposobni in ko sprejemajo določen zakon, katerim opozicija nasprotuje in jim pove, kaj je narobe, oni glede na dogovor pač znotraj koalicije sprejmejo tak zakon. Bojijo se pa verjetno, bojijo, vedo pa, da bo to državni svet seciral tak zakon. In najmanj, kar si vsak posameznik želi, je to, da je v javnosti prikazan kot nestrokoven, kot da je sforsiral nek zakon za določeno elito, za določeno skupino ljudi. In tukaj nastane pa ta moč državnega sveta, da zelo podrobno analizira te zadeve. Pa imamo v mislih, lahko rečemo, v preteklem obdobju 13 vetov, s katerim smo opozorili na prvič neprisotnost stroke in drugič na neskladnost z zakoni, eventualno, seveda, ker mi nismo ustavno sodišče, ampak opozorimo na določene težave. In seveda o tem pišejo mediji, o tem berejo ljudje. In če je zakon, ki je napisan potem za neko skupino ljudi, se ne počutijo v redu. In nihče si ne želi, da njegov zakon pride na državni svet do veta. Mislite, da mediji dovolj dobro pokrivajo recimo to vaše delo oziroma seznanjajo javnost z vašimi opozorili na morebitne nestrokovnosti znotraj posameznih zakonov, znotraj posameznih aktov? Pride to vaše sporočilo tudi do javnosti?
Ja, verjetno bi se dal več od tega narediti, ampak moramo reči, da so seje državnega sveta so prenašane na 3. programu. Zdaj zainteresirana javnost si lahko seje ogleda pač na tej televiziji. V zadnjem času pač sami po klipingu opažam, da je tega klipinga več. Pravzaprav ga je toliko, da ga verjamem vsi svetniki niti ne preberejo, ker je res preobsežen. Zato imamo pač sodelavko, da opozori na posamezne teme iz klipingov. Verjamem, da radi bi videli, da bi bilo tega več. Radi bi videli, da bi prišli na 1. program, da bi lahko, ne vem, v informativnih oddajah opozorili tako predsedniki komisij, kot sam kot predsednik državnega sveta, vsej na te vete, potem na ustavne presoje in za redno delo. Pa moram reči, da kakšnega posebnega posluha ali pa da bi imeli neke oddaje, ki bi bile namenjene državnemu svetu, pa pač jih ni, tako da je malo za hec, malo za res, če se odlomi pult, potem je takrat več interesa. Poleg veta je v javnost prišel tudi drugi predlog, mislim, da ga med drugim tudi vi zagovarjate, za neko pooblastilo, ki bi ga lahko imel državni svet in bi bilo konstruktivno, tako imenovane 4. branje oziroma amandmiranje posameznih členov vsakega zakona, ki ga pregledate. Morda, če nam še kaj poveste o tem predlogu. Ja, no, to bi bila ena resen mehanizem v postopku ali pa v demokraciji, ne, se pravi v postopku sprejemanja zakona. Jaz bi ga že zdaj zelo rad videl, da bi veljal. Verjamem pa, da bi radi to videli vsi, tudi predsednica državnega zbora, predsednik vlade. Zakaj? Namreč, ko državni svet ugotovi, da je v predlaganem zakonu en člen narobe, 2, 3, potem bi mi naslovili samo te 3 člene in rekel, državni zbor, prosim vas, dajte te 3 člene še enkrat predebatirati in s tem mehanizmom bi lahko državni zbor odprl debato, se pravi 4. branje, se pogovoril o teh 3 členih in sprejel amandma. In potem bi zakon takoj začel veljati. In na ta način bi mi bistveno izboljšali zakone lahko in bistveno skrajšali postopek. Ker v primeru, da je veto sprejet, se pravi, da ni ponovno v državnem zboru potrjen, mora ta zakon iti pravzaprav čisto od začetka, ne, in se vrne za leto dni nazaj. S 4. branjem bi pa izboljšali in to pohitrili, praktično v enem tednu bi bil zakon lahko užiten. Zakaj po vašem mnenju tega še ni? Jaz mislim, da zaradi nepoznavanja, mogoče zaradi nedela državnega sveta v smislu promocije. Sam sem sicer obiskal 2-krat, verjetno ni zadosti, vse poslanske skupine ali pa večino poslanskih skupin, glavnih, tako koalicije kot opozicije. In tukaj bi lahko kar majhen se sam bolj potrudil, moram pa reči, da ker sem zaznal, da je to dejansko dobra priložnost za demokracijo, se mi je kolega državni svetnik Marko Staroveški pridružil in on zdaj, bom rekel, pelje ta predlog naprej, se pogovarja z deležniki in upajmo, da bomo potem skupaj bolj uspešni. No, prejdimo še k drugemu delu, ki ga opravljate v državnem svetu. Pač govorili smo o vetu, morda najbolj prepoznavnem delu, ampak kot ste sami povedali, je dela precej več, morda tudi možnosti ene konfrontacije z državnim zborom in s poslanci je tudi na drugih ravneh, recimo nek mehki pritisk. Kaj nam lahko poveste še pač o tem drugem delu vašega dela? Ja, na vsak način je veliko že to, da recimo na določene konference v tujini potujemo skupaj, skupaj z državnim zborom. Na teh konferencah, če ne drugega, smo par ur skupaj že na vožnji, potem praktično cele dneve skupaj in se mi zdi, da tako kot drugje, tudi v politiki zelo potreben ta osebni stik, osebno razumevanje z nosilci, z ostalimi 4 predsedniki in ja, pogovor velikokrat reši zadeve.
Mogoče pa samo če korak nazaj naredimo, zakaj je veto, bom rekel, tako pomemben, ker ko je veto, še enkrat, kako ste že prej rekel, da je povaljen z Valerjem, ampak kakorkoli državni svet ima še to možnost, da prav ta zakon potem lahko, nevezano na veto, ali je bil ali ne, sicer lahko da ustavnemu sodišču v presojo. To je pa že, bom rekel, obvezujoča rešitev, ki pride iz ustavnega sodišča. Letos se je, oziroma v tem mandatu se je to naredil enkrat in je šlo v korist, se pravi, državnega sveta, tako da zakonodajalci morajo popraviti predlagani zakon. Šlo je za volitve v Kmetijsko-gozdarsko zbornico, kakorkoli, dejansko je bila ustavnost, neustavnost je bila dorečena in to je treba popraviti. Taka informacija potem predlagatelje pa malo zruka, če bi tako rekel. Ne počutiš se dobro, če si prvi podpisani in potem vidiš, da si naredil neustaven predlog. To je tista, bom rekel, skrajna, ne, ni skrajni domet, je še en domet, ki pa je bil uporabljen 7-krat v preteklem obdobju. Mi še čakamo od državnega zbora še 6 odločitev, med drugimi verjetno je najbolj poznan zakon o radiju in televiziji Slovenije, recimo, samo za primer. Pa potem en prvih, ki še vedno stoji, je bil dohodninski zakon. Mi smo letos že vsi dobili položnice iz FURS-a, koliko moramo ali koliko bomo dobili oziroma koliko moramo plačati, se pravi dohodnine, ampak po drugi strani pa sploh še ni odločen, a ta zakon sploh velja, ali je skladen z ustavo ali ni. Mi smo na to ustavno sodišče večkrat upozorili, moramo se pa zavedati, da je to tretja veja oblasti in nimamo direktnega vpliva, vendar smo jih zaprosili, da bi to pred tem izračunom že poskušali narediti, ker vendarle je že v proceduri 1 leto ta vprašanje. Zdaj naslednji mehanizem je, ki je zelo dober, se ga poslužujemo, je tudi rodil, bom rekel, rezultate, to pa je zakonodajna iniciativa. Torej, poznamo zakonodajno inicijativo, kjer 5000 ljudi zbere podpise in predlagajo neko rešitev. To je recimo največji primer, je Salonit Anhovo, če skrajšam primer. Državni svet pa lahko sam predlaga in potem državni zbor odloča. Na ta način smo skupaj, takrat res v sodelovanju z državnim zborom, strokovnimi službami tako državnega sveta, državnega zbora, predlagali zakon o volitvah v državni zbor. To pa pomeni, da lahko intelektualno ovirane osebe, pa če za lažje razumevanje, recimo osebe z Downovim sindromom in podobno, da lahko zdaj volijo. Predhodno ljudi, ki so bili dane pod skrbništvo, niso smele voliti. Zdaj pa to lahko počnejo in se mi zdi, da je bila tukaj noter, absolutno je bila upoštevana konvencija o pravicah invalidov, tako da lahko volijo in so lahko tudi izvoljeni. To mislim, da je Slovenija s tem postala na zemljevidu ena bolj, bom rekel, naprednih držav pri spoštovanju ne samo človekovih pravic, vendarle tudi, se pravi, invalidov. Naprej imamo kot neko zakonodajne iniciative so prostor tudi da recimo za pokojninsko reformo, ko se bo verjetno v nadaljevanju mogoče kaj dotaknila tega problema, ampak se pravi, ko razmišljajo svetnice in svetniki, na kakšen način bi izboljšali dosti določen, se pravi, problem, pač sestavimo zakon in ga damo proceduro državnemu zboru. Potem se on odloča. Samo je pa tako, če ni to, kot sva prej rekla, malo vnaprej dogovorjeno, je usvojen ta trenutek na propada. Tako da mi se ne zaletavamo, ampak če pa pride do enega dogovora in kdo bo vložil, potem se pa lahko dogovorimo tudi, da državni svet vloži. Ena od tem, ki je vam in državnemu svetu draga, so pokrajine. Zakaj Slovenija potrebuje pokrajine? Ja, Slovenija nujno potrebuje pokrajine in to zaradi samega razvoja. Nosilci razvoja v Sloveniji trenutno na lokalni ravni slonijo na županjah in županih in zahvala njim, vsem županom, županjam, da so vseh teh letih, 30 let, se pravi te lokalne samouprave,
da so razvili svoje občine do nivoja, kjer so zdaj. In to zagotovo imamo pitno vodo, imamo kanalizacije, imamo ceste, pločnike, dvorane, industrijske cone. Pač prihajajo projekti, ki so širše narave, ki skrbijo in rešujejo težave na vodotokih, kjer voda gre preko več občin, kjer poskrbimo za vzdrževanje cest, kjer zagotavljamo pitno vodo, recimo na slovenski Istri. Potem, kjer bi lahko poskrbeli za zdravstveno oskrbo, za gradnjo bolnišnic. Recimo na Gorenjskem obstaja tako imenovano osnovno zdravstvo Gorenjske, ki je že nek zametek recimo pokrajinske ureditve. To se potem tam ne more zgoditi, da je, ne vem, v enem mestu deluje zdravstvo, ko je v sosednjem mestu pa ne, ampak so znotraj ene pokrajine. Potem imamo, zagotovo bi o srednjih šolah bilo dobro razmisliti na spet pokrajinskem nivoju, ker pokrajina ve, v katero smer razvija gospodarstvo, tudi gospodarstveniki so vključeni v odločanje v sami pokrajini. Potem recimo nekdo potrebuje gimnazijo, nekdo potrebuje strojno izobrazbo bolj, nekdo elektro, nekdo kemijo, skratka nekdo bolj humanistiko. Zelo različne so pokrajine med sabo. In eno zadevo, oziroma več zadev, ampak ena nam je pa vsem boleča, to pa je prostorsko urejanje. Torej, prostorski plani se v Sloveniji sprejemajo absolutno predolgo in tudi iz Evropske komisije smo dobili zelo jasno sporočilo, da bi, kolikor zdaj let porabimo za sprejem, bi morali mesecev, pa še to bi bilo dolgo. Tako da nekako v povprečju v razvitih državah to govori o 3 do 4 mesecih, pri nas govorimo od 5 do 15 let. Občina Puconci 16 let, se pravi zdaj je že 17 let. Poglejte, tam ljudje nimajo možnosti postaviti ene hiše. Ampak mi je zagotovo župan, da se ljudje še ne izseljujejo, ampak ni pa enega obrata, ni ene dejavnosti, se pravi, dejansko tudi ne ena vas, sam prihajam tudi iz vasi Sevca, imamo lep gasilski dom. Ja, seveda, kje gasilci dobijo denar pri ljudeh, pridejo na birke in zdaj, če potem so podjetja, in mislim, da kraj raste, če ima, bom rekel, to podporo in to je mogoče, to je odgovor, zakaj so pokrajine tako pomembne in verjetno bil sem svoje čase tudi v športu, pa nisem razumel, kako recimo določene tekme organizirajo v Avstriji s pomočjo pokrajinskega denarja. Seveda, tudi potem odločajo se za razvoj turizma, za razvoj športa, to se vse odloča na pokrajinah, zaradi tega, ker poznajo ljudi in pokrajine so zagotovo rešitev, če smem. 140.000 ljudi se dnevno vozi v Ljubljano iz vseh drugih pokrajin. S tem mi obremenjujemo avtocestni križ absolutno preveč. Obremenjujemo okolje, s hrupom, s CO2 ljudi zastrupljamo. In če ne bomo spremenili nekaj v smeri decentralizacije, kar so pokrajine, bo to pomenilo, da bomo iz 140 prišli na 160.000 na dan in se nam bo zgodil v naslednjih 20 letih, ne vem, da nam bom rekel zdaj pretirano kolaps, ampak se bo zgodil bistveno večji zamaški v Ljubljani, kot so trenutno. Zdaj slišimo pozive, da naj javni uslužbenci delajo od doma. Vse spoštovanje do dela od doma, vendar to ni rešitev. Lahko začasno mesec, dva. Malo v hecu sicer ste anticipirali odgovor, dejansko so pokrajine lahko rešitev, da bi Slovenija postala nekoliko manj ljubljanocentrična? Ja, to je na mene, kako bi rekel. Ne. To je vprašanje. Ja, dobro je, če je vprašanje, tudi to moramo vedeti, da vse do, eni mi v Mariboru rečejo, da je Maribor spalno naselje za Ljubljano, to sploh ne bi smeli pomisliti. Iz kje povsod se mi vozimo zato, da pač država živi in dela in če imamo trenutno 20 ministrstev ali jih je 21 in bi realno, zdaj vsi vemo, da jih več kot 12 ne potrebujemo in da bi ostale nekje
tam nekje med 8 in 12 pokrajin bi z enakim aparatom, ne ljudmi, ljudi tak premalo, da se zastopimo, ljudje bojo dobili delo tako v javnem kot zasebnem sektorju, pa vendarle stroški, ne, bi mi to drugi nivo lokalne samouprave bistveno bolj uredili. Sem bil zdaj na teh srečanjih parlamentov, govoril z danskimi predstavniki parlamentov, z irskimi, in oni so v času te krize pretekle finančne zmanjševali pokrajine oziroma jim določene naloge prenašali nazaj na ministrstvo. Ne. Zdaj bi vse to rad vrnili in še več na pokrajine, ker se jim je dejansko sesul isto zdravstveni sistem, se pravi razvojni projekti stojijo. Ne. Ker če imamo mi v roki škarje in platno, kot rečejo, ne, in postavimo prostorske plane, hkrati vemo, kakšne prostorske plane rabimo, ker imamo načrte, tukaj je denar za, ne vem, neko infrastrukturo pokrajinsko, bomo oboje hkrati peljali, da bo prišel evropski denar. Mi pa trenutno ne moremo evropskega denarja črpati, ker nimamo regij postavljenih za ta namen. Ne. In jaz bi rekel tako, mi imamo možnost še do leta 2031, do naslednje perspektive, ta denar počrpati in absolutno bi čim prej moralo uvesti te pokrajine, da bomo vsaka pokrajina za sebe lahko počrpala dodaten denar. Torej, pokrajine imajo dosti, recimo, je veliko dodane vrednosti, ampak spet malo za šalo, malo za res en komentar, ki je morda posredno lahko tudi s tem povezan, pač z nivojem javnih uprav, ki bi se v tem primeru povečale. Ivo Boscarol, vaš podjetniški kolega, je nedavno pred nekaj meseci v intervjuju za Delo dejal, da bi sposoben menedžer Slovenijo lahko vodil kot popoldanski SP. Kaj rečete na to? Kolega Ivo, zelo ga cenim, moram reči. Prej na začetku, ko smo šla, da je politika umetnost vodenja. Tako da, ne vem, če se tako, to je verjetno, da je malo šali povedal, no, ampak ne gre tako poenostavljati zadeve, vendarle moramo zagotavljati to, bom rekel, pluralnost, spoštovanje človekovih pravic, moramo pravice invalidov. Potem moramo dopustiti, da se sliši glas, da damo priložnost vsakem posamezniku, da se razvije, da svoje sposobnosti pokaže. In jaz verjamem, da je družba in da je Slovenija ima bodočnost. In ne vidim možnosti, da bi jo še bolj centralizirali, ker potem ne bo v redu, po mojem. No. In bi raj šel v ožjo, absolutno v ožje vodenje, bolj vitko vodenje in predstavljati državo s pokrajinam bolj na regionalno raven. Če zdaj 19% denarja Slovenija potroši na lokalnem nivoju, najboljše države potrošijo čez 50%. Povprečje v Uniji je 33% in verjamem, da bi teh dodatnih 14% dali ravno na pokrajine, kjer bi lahko izpeljali to reformo. Denar pa ne bi bil, se pravi, s tem ne bi povečevali davke. Absolutno ne. Vse naloge, ki se trenutno izvajajo, se itak že izvajajo. Samo veliko bolj učinkovite bi bile, če bi se približale bolj ljudem. In ljudje, mi tam na podeželju ali pa izven Ljubljane bi lahko bolj upravljali, kot sem rekel, in vodotoki in pravzaprav vse te ujme v lanskem letu so se pokazale, da potrebujemo pokrajine. Nenazadnje smo ustanovili tehnične pisarne na Koroškem, na Gorenjskem. Zakaj? Ja, zaradi tega neprisotnosti države. Nekdo mora to koordinirati. In potem vidiš spet naslednjo napaka, ki se zgodi, računalnik pripeljejo in še človeka iz Ljubljane. Mislim, to ne gre, on mora poznati vodo tam, on mora vedeti, kod je en suhi zadrževalnik, kdaj ga bo očistil, mora vedeti, kod je pri sosedu, kako poteka druga cesta. To mora biti človek iz pokrajine. No. Odprli bomo novo poglavje, dialektika med državnim svetom in vlado. Morda tudi med vami kot predsednikom državnega sveta in vodstvom vlade. Zakaj vas to sprašujem? Državni svet dejansko sloni pri svojih argumentacijah, naj bodo to veti ali pač drugi sklepi, drugi ukrepi na nekih strokovnih bazah. Ko pa
postane, oziroma ko gremo v eno dialektiko z vlado, vsako vprašanje hočeš, nočeš dobiti tudi neko politično konotacijo. Pač omenili ste zakon o RTV-ju, je tak kronski primer. Torej, kako državni svet postavlja to dialektiko z vlado, pa tudi morda res na teh konkretnih primerih? Najprej ne rečem, da na nivoju delovanja državnega sveta z ministrstvi odlično sodelujemo. Tukaj med nami imamo tudi predsednika za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, kolega Branka Tomažiča, in recimo organiziramo posvete. In ko kot predsednik on organizira, seveda pride ministrica, pride sekretar, pride, to se pravi, nekdo, ki je odgovoren za rešitev problema. In ta oseba posluša težave kmetov, predloge in na ta način jih potem umesti recimo v zakone. To se mi zdi, da je na tem nivoju, lahko rečem, da izvrstno sodelujemo. Še boljši dialog, pogovore se dogajajo na komisijah, kot sem že prej povedal. Glejte, na komisijah običajno tudi ni kamer, ljudje so takrat bolj odprti, bom rekel, bolj človeško povejo za težavo in upajo si povedati. Tako svetniki kot ne nazadnje tudi vladna strana. In to je, bom rekel, lepo, mi krepimo to zaupanje med ministrstvi in državnim svetom, pa ne se gre zdaj največ, zdaj veliko je res problemov na področju kmetijstva, veliko je bilo posvetov. Potem na področju zdravstva, mislim, da je pripravljeno 12 predlogov zakonov. Zaenkrat gredo v smer, to so neki mehki ukrepi, ki ne vem, če nam bojo izboljšali v smislu dodatnega robota za prinašanje zdravil. To so v redu, vsaka stvar bo v redu, ko se bo zgodila, vendarle ne znamo verjetno bika prijeti za roge, ampak kar se pa tiče, jaz sem bil pri predsedniku vlade, mislim, da je 3-krat do zdaj in najno sodelovanje je predvsem bilo povezano z pokrajinom. Želel sem si, da bi predsednik razumel potrebe Slovenije po pokrajinah, ampak odgovor je bil to, da absolutno pač v odgovoru delajte, enkrat bodo uvedene, vendar pa to ni naš fokus. V tem mandatu pokrajine niso naša prioriteta, ne nasprotujemo, ampak pri tem se je ustavili. Ampak za uvedbo pokrajin je odgovorna vlada. Mi smo lahko promotori kot državni svet in seveda želja je, da državni svet vse pripravi, če tako rečemo, zakone in jih vloži takrat, ko bo predsednik vlade, ta ali naslednji, pač rekel, ja, zdaj smo pa pripravljeni to implementirati. Ne morem se pa zdaj v zadnjem pol leta se pa res ne morem pohvaliti z nekim dobrim sodelovanjem med obima predsednikoma. Dočim recimo med predsednicama, tako države kot pa državnega zbora, pa moram reči, da so se pa v tem času pa naše odnosi bistveno izboljšali. Med drugim smo podpisali tudi pogodbo o vzdrževanju parlamenta kot stavbe, to v vseh teh letih do zdaj 30 ni bilo izvedeno. Potem že to sama prisotnost obeh predsednic na slavnostni seji državnega sveta je pokazala to. Tako da in vsi trije si pravzaprav prizadevamo, da pride tudi do skupnega sestanka vseh 4 predsednikov. To nalogo je zdaj prevzela predsednica države, dr. Nataša Pirc Musar, tako da upajmo, da bomo z eno dobro voljo to tudi naredili. Je pa verjetno res, saj poznate trenutno politično situacijo, državni svet je vložil zahtevo za parlamentarno preiskavo, in ko pač izvedeš nek tak akt, kot ga je državni svet, proti osebi, kot je predsednik vlade, potem ga razumem, da ne goji dobrih odnosov do mene. Čeprav, bom rekel, ni vzrokov za to. To je pač interesna skupina lokalnih interesov, to je najmočnejša skupina v državnem svetu, je pač ocenila in predlagala. In zdaj kot predsednik postopam strogo po pravilih, temu se reče poslovnik državnega sveta, zakoni in pa ustava. Vsi določajo, kako je treba sprejeti. Bilo je veliko tudi v medijih, ampak verjemite, z eno veliko mero odgovornosti vedno vsem, rekel,
pravni pregled, strokovni pregled, nomotehnični pregled, ali popravljati ali ne popravljati, vse smo pregledali. Ne. In dejstvo je, da smo se tudi dogovorili, smo se pogovarjali, na kakšen način bomo v državni zbor poslali, bom rekel, to zahtevo, kdaj, terminsko je bilo usklajeno, zaradi tega, da nekoga ne preseneti, da so službe pripravljene in da smo obvestili zakonodajno pravno službo. Skratka, šlo je vse po predpisih, vendar še zmerom nekoga zadaneš, ožališ, ne vem. In zdaj v tem času pa res moram reči, da verjetno je to posledica. No. Tako, hotel sem vas vprašati, če recimo za pojasnilo oziroma komentar tudi na določene teme, o katerih ste se sami oglasili, sem pač zasledil med drugim na X-u, ki zadevajo tako ali drugače politično sliko Slovenije, tudi trenutno. Gre sicer, pač navajali ste čista dejstva, ampak spet, če prehajamo k prejšnjemu vprašanju, imajo eno politično konotacijo. Cene elektrike v Sloveniji, ki so najvišje v Evropi, zdaj je dejstvo, hkrati gre za temo, do katere je posebej predsednik vlade najbrž nekoliko občutljiv. Drugo vprašanje, spet morda pred enimi 14 dnevi, morda še manj ste se oglasili glede financiranja NVO-jev. Če se ne motim, 12 milijonov je šlo za formiranje kadrov, ki naj bi vodili nevladne organizacije ali nekaj takega. Morda še to, kako kot predsednik državnega sveta imate ali gledate na ta vprašanja, tudi kako se oglašate v zvezi s temi temami? Ko želiš, oziroma ko sam želim sporočiti neko moje razmišljanje, ne, pač potrebujem nek trigger. Ne. In trigger, ki se je pojavil na družbenih omrežjih že pred mano, je bila cena elektrike. Ampak kaj je pa posledica? Ne? Posledica tega je, da sem v preteklem obdobju, zdaj meseca dni, večkrat slišal, kako je gospodarstvo v dobri kondiciji, da je ustvarilo 9 milijard čistega dobička in da bojo zdaj ti grdi lastniki ves ta denar pobrali. Ko pa samo malo pogledaš, se pravi to celovito sliko Slovenije, pa opaziš, da gre na račun obrestnih mer 1 milijarda. To pomeni, da so in ljudje in podjetja veliko več obresti plačali bankam. Ko pogledaš AIPES, se to pač izvira vse iz javnih podatkov, ugotoviš, da so prodaja električne energije, plina in pare absolutno enormno zrasli. Torej, govorimo, da so se povečali dobički gospodarstva, vendar na račun ljudi in podjetij so se ukrepila banke in prodajalci, če tako rečemo, električne energije. To je evidentno. In ko sem bil še prej v teh 2 letih energetske krize, v vseh teh pogajanjih, ko smo se pogajali za normalno ceno za doma in za podjetja, smo bili recimo v teh pogajanjih enostavno rečen, če pa ne boste sprejeli, pa ne bo elektrike. Kaj boste pa ljudem povedali? In potem človek pristane v skrbi za to, da ne bo elektrike, dejansko ne bo elektrike, in rečeš, ja, v redu, se v končni fazi, mogoče bo pa šlo, pa potrpiš, in so nam dajali neko statistiko, ko smo potem naknadno ugotovili, da je ta statistika 1 leto stara. Toliko enega zavajanja je bilo in mene je to kar nekaj časa me je žrla, na kakšen način so nas okrog pripeljali. Res. In ni mi žal, vem, da sem uporabil, bom rekel, se pravi to načrt Evrope, in kako smo v Sloveniji najdražji, ampak hotel sem pa samo pokazati na problem, ki še danes obstaja. Še danes obstaja velik problem, recimo ljudje imajo sončne elektrarno in plačujejo za to, da lahko oddajo elektriko. To je recimo moj sosed dejansko, sicer ni velik, 60 evrov je plačal, ampak namesto, da bi nekaj dobil, za to je mogel plačati. In jaz sem s tem hotel pa nazoriti, da imamo še danes velik problem na področju energije, na področju elektrike in zagotovo bi, ker smo pač podpisali, tak je sistem in imamo še do konca leta en enormen sistem. In ko smo se pogovarjali
kdaj bo boljše. So nam direktori ELS-a zagovarjali oziroma govorili, da ne bo nižja od 200 evrov. Pa smo rekli, seveda bo, se mora biti. To so vse pritiski. In jaz mislim, da včasih se treba oglasiti tudi zaradi tega, da začnemo malo razmišljati o določeni temi. In zdaj, če grem sam tukaj še potem na, vlada je pač sprejela nek 12 milijonov pa pol za mentorje prostovoljcev. Mentorji prostovoljcev, kdo so to? In en del ne bi šel za NVO-je, kot so gasilci, kot so, ne vem, vsem nam potrebni, če tako rečem. Večinski del, 80%, ali koliko ne me točno za besedo, za procent držati, ne bi pa šel seveda, ne vem, nekomu, ki pač no, tako se strinjam z vami, zaradi tega, ker to me je pa res tako zabolel, zaradi tega, ker hodim, seveda veliko poslušam ljudi in včasih imam res občutek, da je to neko plačilo za upravljeno delo nevladnih organizacij, gledam politično, ali pa za prihodnje, ne vem. In tukaj noter se mi zdi preveč, na to sem se odzval, opozarjajo me, zaenkrat moram reči, da se mi še nič ni zgodilo, se počutim varnega v tej državi, ampak odnosi so pa mora biti malo slabši, čeprav ne smem reči karkoli žlehtnega ali pa slabega, ali pa zdaj pa nekdo nekaj baraba, ne, daleč od tega. Želim samo to povedati, da bi bilo bolj fino, če bi se pogovarjali pa pač zato so institucije. Glejte, ko smo sprejemali zakon o delovnih razmerjih, smo pol leta se pogovarjali s sindikati in z vlado, kako bomo to naredili. Po pol leta je bil potem en nočni sestanek, to je bilo na sredo, v četrtek je vlada obravnavala ta predlog, ki smo ga dali, ga seveda ni sprejela na način, kot so delodajalci smo predlagali, ampak kot so sindikati predlagali. Pa to še pojem, ker smo se pogajali, ampak v istem dnevu so sprejeli predlog 8. marca, ki je bil mimo socialnega dialoga, mimo stroke dan in potem, ko so ugotovili, to je bilo potem v četrtek, ki je bila seja vlade, so ugotovili po seji vlade, da v 8. marcu so ugotovili, da nekaj so narobe naredili, so dali ponovno zahtevo in je seja vlade bila še v petek, so jo sprejeli ponovno in dali v ponedeljek na potrditev v državni zbor. Torej, ena nevladna organizacija lahko skliče sestanek vlade, da sprejme dvakrat v 2 dnevih. Mi pa pol leta smo se pogovarjali, nismo dosegli enega predloga, ampak a veste kaj, tam se je šlo za ljudi, ki imajo doma težave. Seveda imamo, tako ali drugače imamo vsi težave, ampak v podjetjih, kjer začutiš, da sodelavka in sodelavec res rab pomoč, mislim, da ni boljšega podjetja, da ne bi pomagal takim ljudem. In pa smo jim že vse, pa avtomobile posojali, pa selitve delali, vse sorte se to naredi. Ampak zdaj pa, če hočeš nekaj takega upravičiti potem, pa rab ta oseba iti na socialno, na centre za socialno delo, tam se mora spovedati, policijski zapisnik mora prinesti, potem mora v firmi povedati, zakaj se je šlo, osebne podatke, gledajte, jaz ne vem, to ni prav. Mejhen več na ta osebno odgovornost bi mogli še dati. No, ko ste že pri tem in ste omenil, ena nevladna organizacija na en način pogojuje vlado, neka druga pa recimo pogojuje pri vprašanju javnega zdravstva. Zdaj, poglejmo korak nazaj, tudi državni svet, kot ste sami povedali, ima strokovnjake na posameznih področjih. Vlada ima v teku veliko reform, od javnega zdravstva do javne uprave, plače sodnikov, pač omenjam samo tiste, ki so v tem trenutku davčna reforma, kjer se kritičnosti pojavljajo. Torej, morda en vaš pogled na to, pač kolikor ste predsednik tistega doma, ki tudi strokovno gleda na ta vprašanja in po drugi strani pač
kot ste tudi sami povedali, obstajajo drugi lobiji, pritiski od zunaj, ki pač se vmešavajo potem v to igro. Torej, zdaj tek vlade na teh posameznih področjih je počasen ali stoji. Kako vi na to gledate? Mi smo imeli v začetku tega leta gospodarske zbornice, gospodarski krog, 16 zbornic, med katerimi so tako gospodarske, kmetijske. Smo naredili en posvet in na tem posvetu je bilo rečeno, pejmo v reformo, če ta reforma bo prinesla rešitve za, bom rekel, tako ljudi kot podjetja. Ampak že takrat je profesor Mrak napovedal, tudi sam sem potem v zaključku, ampak je napovedal, da bolje nič, bolje da stoji, kot da je slaba. To se verjamem, da se vsi strinjamo in tudi smo včasih rekli, podjetniki so večkrat rekli, samo pustite nas prmah, samo pustite nas pa bomo delali in bo najboljša. Tako da, ja, predlog davčne zakonodaje je tukaj, ne prinaša nekih hudih pretresov, tako seveda neke dodatne obremenitve, ampak poglejte, gospodarstvu nobeden ne bo rekel zaradi procenta ali dveh, da zdaj se bo pa proizvodnja ustavila. To noben ne drži. Vendar pa, če pa poslušam, da je pa treba davke dvigniti, potem kdo pomisli ne drugega kot na plačilno listo, ki jo dobimo. Ampak ta plačilna lista je danes druga na OECD-ju. Takoj za Švedsko smo sem zadnjič na nekem portalu pogledal in kam naj še dvignemo. Se pravi, če ima švedski standard, ko vemo, kaj ljudje dobijo, ko si zaželijo in ko potrebujejo, kje smo pa dejansko mi. Mi še plačujemo za vrste, pa ne bom zdaj populist, ampak bi sam hotel na to odgovoriti, kam ne jih še dvigujemo. Jaz mislim, da osnovni problem je, kako učinkovit javni servis si Slovenija lahko dovolj. Učinkovit javni servis. In reforma v zdravstvu, ki temelji na absolutno digitalizaciji, pa verjamem še na dobrih odnosih med ljudmi in med ministrstvi in zdravniki, da ne rečem zdaj še stavka. Tukaj noter zašli smo, dobesedno bom rekel, in s temi reformami absolutno ne bomo rešili težave. Tukaj se nam je ustavilo. Ne moramo delati spremembe zdravstvenega sistema, če se glavni deležniki med sabo ne razumejo, če imamo stavko na vidiku. Kako bomo to delali? Ne moramo izvajati neke spremembe na upravnih enotah, če ljudje tam stavkajo. Ampak poglejte, zakaj pa rabimo tako veliko teh naših upravnih enot? Imamo za izdajo, ne vem, osebnih izkaznic ali kakorkoli, ima obrtna zbornica 62 enot, toliko je upravnih enot. Absolutno imamo alternativo, na kakšen način bojo pa ljudje z veseljem to zadevo delali. In danes nekdo ne more iti na dopust zaradi tega, ker ne dobi. Nekdo se bo danes spomnil kakorkoli neko podpis overjenih, se pravi nek referendum ali kakorkoli, se ni v stanju ga izvesti, ker se pravi upravne enote niso dostopne. Skratka, v teh vseh reformah, ki se jih vlada bolj lotila in se jih je že lotila, se pravi, potekajo, si želim čim manj sprememb. Čim manj sprememb. Pa naj bo dolgotrajna oskrba, pogledajte, pri dolgotrajni oskrbi absolutno moramo poskrbeti. Jaz imam tudi sam mamo v domu, čez par dni bo stara 94 let. Seveda so stroški za, bom rekel, nekoga, ki recimo ima, ne vem, ko smo prej govorili o neki povprečni plači, je to ena povprečna plača, je že samo strošek zdaj v domu. To je res preveč, to ljudje ne bomo zmogli plačevati. Nekaj je potreben narediti. Ampak ko pa zastopimo, da bo mogel zdaj dati vsak 2% od svoje plače za to, potem ugotovimo, da sploh nimamo ljudi, nimamo postelj, da ne bomo spet kupovali samo vrsto za to, potem ugotovimo, da že zdaj zberemo z sredstvi za dolgotrajno oskrbo oziroma porabimo iz obstoječih 600 milijonov, da je država sama vlada rekla, da 150 milijonov bo sama dodala, smo že na teh sredstvih, kot jih potrebujemo za dolgotrajno oskrbo. Zakaj potem pobiramo denar? Mi kot predstavniki v ekonomsko-socialnem svetu smo dobili na pol A4 lista izračun kompletne analize, ki je vredna 1,3 milijarde. Tukaj je stroka. Gospod Lotrič, gledajte,
tukaj, ko smo na teh državno-političnih temah, bi še zadnje vprašanje vam postavil, seveda potem, če dovolite, še vprašanje ali 2 vprašanji tudi o vašem podjetniškem delu. Ampak, no, kar se tega političnega momenta tiče, me zanima še nek vaš pogled na dejansko to temo, s katero smo začeli, dan državnosti, institucije, pomen, ki ga nosi, ne vem, to, da smo danes tukaj poslušali Zdravljico 2 dni po dnevu državnosti. To, kar sami večkrat poudarjate, kako pomemben je ta, recimo, ta del občutiti to, kaj nam to pomeni. Zdaj, vprašanje, ki vam ga postavim, kako nosilci posameznih institucionalnih položajev v državi čutijo ta trenutek, ta moment. Je Slovenija ali nosilci posameznih funkcij razumejo dovolj dobro, kaj pomenijo ti trenutki in ti momenti? Glejte, vsak, to sem že pač tudi povedal, da vsak bo s svojimi dejanji pač dokazal in povedal, ali čuti neko odgovornost, neko odgovornost do države. Izkazovanje časti državi in biti ponosen pomeni točno to, kar ste povedali. Pomeni, da izobesimo ljudje zastavo, da se poistovetimo, ko navijamo za naše športnike, ko poslušamo himno, ko izobesimo grb. To so naši atributi. K njim smo zavezani. In hvala Bogu imamo mi v Sloveniji, bom rekel, ljudi, ki to delajo s ponosom. Verjamem pa, da je institucija sama, ni pomembno katera, ali je to državni svet, ali je državni zbor, ali je vlada, ali je predsednica države, je pa samo s svojim zgledom lahko doprinese k tej, bom rekel, k temu ponosu, zaradi tega, ker če nekako ne bomo videli kapetana ekipe, če ne bomo videli direktorja podjetja in če ne bomo videli predsednika države na prvem mestu, potem tudi nam ne bo mar. Zato je to pomembno, da krepimo institucije in da kot, danes je pač Marko predsednik državnega sveta. Ni pomemben Marko, pomemben je predsednik državnega sveta. Ta institucija je pomembna takrat, ko sprejemamo to, o čemu so se pogovarjala, je pomembna takrat, ko se pogovarjam z veleposlaniki, ko obiščem druge države in takrat je treba povedati, kaj Slovenija od te države potrebuje in kje je naš interes pri tem veleposlaniku. Moram reči, da te poti informiranja, opomniki, to je absolutno zelo dobro urejeno v državi, dobimo opomnike, briefing iz Ministrstva za zunanje zadeve, ampak potem je pa od nas, od naše, bom rekel, osebne prizadevnosti odvisno, kam bomo to dvignili. Sam skupaj z svetniki in svetnicami moram reči, da smo letos imeli že sam to podatek, da smo imeli, se pravi, 3 predsednike od 4 v državnem svetu. Smo imeli 3 bivše predsednike državnega sveta. Smo imeli več kot polovico aktualnih svetnikov in svetnic. Smo imeli, mislim, da 10 preteklih. Smo imeli kar nekaj članov oziroma ljudi, ki so zaposleni v državnem svetu. Nekaj je bilo tudi poslancev in poslank. Torej, vidimo, da se krepi. Če pogledamo eno leto nazaj, in če pogledamo letos sejo državnega sveta, slavnostno sejo, potem je z velikim zadovoljstvom ugotavljamo, da so ljudje prišli. In to je to, da institucija jo predstavlja človek in od njega je odvisno, kam bo ta institucija prišla. Na to temo morda še vprašanje, polemika, ki se je rodila predvsem lani, prisotnost institucij, spet ne govorimo o posameznem človeku, ampak o instituciji, o funkciji na Maši za domovino, ki je pač tudi v sklopu Dneva državnosti in je posvečena temu. Lani je bilo veliko odsotnosti, letos nekoliko manj, pač predsednica republike, poleg pač vi ste bili prisotni, letos je bila tudi predsednica republike. Kako morda gledate
na vrednotenje tudi takega trenutka v tem sklopu državniškem? Poglejte, mi smo kot slavnostna seja državnega zbora poteka vedno pred večjimi prazniki in to, kar je bilo zdaj pred dnevom državnosti. Na to sejo so prišli vsi verski voditelji v Sloveniji. In zame je to, izkazujejo čast državi, republiki, Sloveniji. In to zelo pozdravljam. In ko pač me nekdo povabi na mašo za domovino, jaz čutim enako odgovornost. Jaz se grem pokloniti državi z željo, da nam gre dobro in željo, da, bom rekel, se razumemo en z drugim, da lahko sobivamo en z drugim. Torej, absolutno država in cerkev sta ločeni v Sloveniji, vsaka, vendar pa, ko pridemo do spoštovanja, pa lahko vsi skupaj veliko naredimo za ponos Slovenije in za naše barve. Gospod Lotrič, najlepša hvala. Še zadnji del tega našega pogovora, ko bomo spoznali Marka Lotriča, podjetnika. Predstavitvi smo že povedali, vaše podjetje Lotrič Meteorology Holding, pač glavno podjetje v Sloveniji, imate pa tudi po drugih državah hčerinska podjetja, zaposlenih 170 strokovnjakov, zdaj popravite me, če številke niso v redu. Ogromno poslovnih partnerjev imate, poslujete dejansko na Balkanu, poslujete v Nemčiji, v Avstriji. Torej, zgodba o uspehu vašega podjetja je nekako povezana tudi z spomenom, ki ga ima v tem podjetju vaša družina. Torej, nekako ste lahko postavili podjetje in družino nekako skupaj z tega, v tem vidiku, v tem dejansko pozitivnem vidiku, ko celotna družina postala neka dodana vrednost za rast podjetja. Ja, z ženo Mojco imamo to srečo, da imamo vse 3 otroke, se pravi Mitja, Katjo in Majo, ki so pripravljeni delati v podjetju. In to smo pravzaprav že kar nekaj časa nazaj ugotovili, najmlajša je stara 30 let, to se pravi, da je že nekaj časa tudi kot zaposlena. In v letu, tam okrog leta 2010 do 2015 smo se veliko pogovarjali že takrat, kaj bo pa enkrat, ko bom prišel v leta, se pravi, ko bom šel v pokoj, in ali so pripravljeni prevzeti. In takrat, seveda, starostne razlike so kljub vsemu 8 let med otroci, in najstarejši je imel absolutno drugačno videnje in kot najmlajša, in zato smo rekli, nekaj je pač potreben narediti, potrebni je strokovnjake poiskati, in da skrajšan smo dobili Ernst & Young oziroma EY, to je eno svetovalno mednarodno podjetje, ki nam je svetoval, da se to skozi družinsko ustavo lahko zelo lepo naredi, in takrat so že imeli v Sloveniji nekaj izkušnje družina Pavlinjek in pa družina Jezeršek, tako da smo njih obiskali in smo dobili prve informacije. In to je bil takrat temeljni kamen, in potem smo ne samo, da je družina, ampak vse zaposlene smo o tem redno obveščali, kako napreduje, kakšni bojo deleži, kdo bo potem, ne kdo bo direktor, o tem se v družinski ustavi nič ne piše, ampak kako se naslednja, tretja generacija vključuje, kaj je prav in kaj ni prav pri odtujitvi deležev, dovoljene, nedovoljene transakcije in seveda še ta moment, kako se zaposluje, kdo lahko deduje, a je to, pri nas smo se odločili za krvno linijo, nekdo zaposlujejo so lahko vsi in partnerji in partnerke, otroci, to je pač definirano in bom rekel ta neka dejavnost, humanitarna dejavnost je tudi zapisana, kam bomo vlagali, recimo mi smo se odločili, da v izobraževanje vlagamo in zato imamo posebne, bom rekel, programe za vrtce, osnovne šole in do fakultet. Na ta način postaviš pač neke temelje za naprej. In se mi zdi, da je bil to dobro predvidevanje takrat in izkazalo se je, da so vsi otroci potem po teh letih, ustavo smo podpisali leta 17 in zdaj 23, oziroma 23, ko je Maja najmlajša, je sicer prišla iz druge porodniške, je pač prevzela mesto direktorja.
Ta potek je bil pa, veste, to se hitro pokaže, kdo ima neko ambicijo, kdo je za kaj sposoben, in ne vem, Katja je v številkah, je računovodkinja cele skupine, zdaj seveda je ta številka majhen zrasla, se pravi nekje tam okrog 200, pa še Saudsko Arabijo smo zdaj vmes sododalne. Tako da je, ja, Mitja je tam, je pa direktor in prokurist v teh hčerinskih podjetjih, majhen bolj za skupino gleda. No, ta formula družinske ustave je nekaj, mislim, zelo zanimiva formula, tako ko sem malo se pripravljal na današnji pogovor. Kaj pravzaprav je družinska ustava, kako nastaja, kako posamezni člani pristopajo do te listine? Ja, to je, predvsem je tukaj komunikacija. Se pravi, treba se je takrat o nasledstvu pogovarjati, ko nismo še nič skregani med sabo. To se pokaže zelo hitro, včasih v Sloveniji, saj na Gorenjskem je bilo to, ti meni luči, jaz tebi ključ, in tako razmišljanje pač pripelje do tega, da predvsem otroci, če vidijo drugo priložnost, gredo od hiše, gredo stran, kjer bojo našli svoj prostor pod soncem. Ta družinska ustava pa predvideva, da že takoj ob podpisu dobijo nek delež. Mi smo se odločili za nujni delež, to se pravi 15 je v družini in 50% deljeno s 5 je deljeno 4, otroci pa žena je 12% pa pol. Se pravi, dobili so 12% pa pol brezplačno, zato, da so dobili dodatno motivacijo. In to je res ta dodatna motivacija, v redu prinese in kakšen evro, pa ni zdaj to kakšna. Bolj pomembno se mi zdi, da mi ločimo dejansko v podjetjih to, da je nekaj lastništvo, nekaj je pa plača. Nekaj je pa plača in sicer to je kot nagrada za delo. Pa ni pomembno, koliko procentni lastnik si. To recimo so nas naučili kot ena bistvenih zadev. Ravno to, da vsako spremembo je potrebno recimo v tem procesu najprej sodelavcem objasniti. To je najbolj ključno, to se je zdaj pokazalo v tem delu. Potem je treba obvestiti banke, zavarovalnice, ključne partnerje, recimo vsako podjetje ima svoje ključne partnerje, potem glavne kupce, glavne dobavitelje, da sprememba prihaja, da bo drug direktor, da se bo lastništvo spremenil. To je kar zahteven proces, ampak če je to vse, bom rekel, nekako v nekem dokumentu zapisano, potem tudi te večji sistemi, katerim smo dobavitelji, pa kot prej omenjeno, zelo pozitivno sprejemajo. Pravzaprav nepričakovano dobro sprejemajo tako zadevo, še celo podporo, vprašajo, če kaj potrebujemo v smislu svetovanja, v smislu podpore, pravniške podpore. Tako da naslednja zadeva so pa že vse to, da so tudi kupci, to sem povedal, pač obveščeni in moram reči, da res nismo imeli težav nobenih. Je pa potem od novega vodstva odvisno, kako bo zadeve peljal naprej. Če ravno smo družinsko podjetje, je v kolegiju bistveno več ostalih kot pa članov družine. Dejansko ste se vi zavzemali ali podpirate tudi eno sistemsko rešitev ali ne sistemske rešitve glede dedovanja ali ko gre pač za prenos podjetja dejavnosti na otroke oziroma dediče? Velik problem v prenosu podjetij ali pa v fazi rasti podjetja so, dajmo reči, nenadni dogodki znotraj družine, v družinskih podjetjih. Kaj je to lahko? To je ločitev partnerjev. Seveda, če to ni prej dogovorjen na kakšen način, imamo primere tudi v Sloveniji, ko zadeva lahko propade in je propadla. Zaide v težave, ampak to samo zaradi nekomunikacije, zaradi tega, ker prej ni bilo dogovorjen. Tako da, jaz sem bil prej, ne vem, na enem, to je bilo v teh letih 17-18, se spomnim, takrat je še Miro Cerar kot predsednik vlade me povabil na en takle pogovor tudi in me je vprašal, kaj pa bi predlagal, kaj bi bilo dobro za podjetništvo. In takrat vem, ker sem bil pač soočen s temu, sem predlagal, da se uzakonijo predporočne pogodbe. In se je potem tudi dejansko naredil, ne vem, ali ljudje to uporabljajo zdaj ali ne, ampak verjamem, da je to tista zadeva, da se dogovori znotraj z njega pogovora ali pride, se veste, kako je. Kakorkoli potem v zaščito podjetja in družine se mi zdi, da je najboljše, da je to zapisano, čigavo je,
ampak seveda na pošten način, ki bo usrečil oba zakonca, če ne tako rečemo. Ne. Še to, ključ do uspeha vaše podjetje se ukvarja z meroslovjem, dejansko gre za kalibracijo tehnic, uteži in pipet. Vaši poslovni partnerji pa so res veliki koncerni, govorimo o multinacionalkah, recimo, če se ne motim, tudi Volkswagen. Ne? Sedaj, kako to tehnično znanje, ki ga imate, prenesti v poslovni uspeh, da potem lahko posluješ s multinacionalkami, s Volkswagenom in drugimi takimi poslovnimi partnerji? Prej sem govoril o zdravstvu, pa kako je pomembna digitalizacija zdravstva. Verjamem, da brez enega ERP-a, se pravi brez enega sistema, enega programa v podjetju, ki smo ga pač morali sami razviti, jaz ga bi veliko raje kupil na trgu, ker bi bil bistveno ceneje, pa zdaj dokupujemo pa delamo z vtičniki. Skratka, to, da lahko delamo na tujih trgih, to, da lahko delamo izven sedeža podjetja, je, bom rekel, ključ do uspeha. Pravzaprav je vedno tako, da kdaj dela človek kakovostno, ne pravi takrat, ko ga noben ne gleda, pa tudi takrat dobro dela. In zdaj ta program pač ima pa jasne navodila, kako nekdo zdaj v Nemčiji, v Saudski Arabiji, ne vem kje, doma v podjetju, kaj vse mora narediti in ga lepo vodi skozi celoten proces. In ko enkrat, seveda je to potem, no se tukaj imamo tudi primere v Sloveniji, nešteto takih primerov, ampak gre za to, da vedno in povsod, tako kot v McDonald'su dobite vedno enak sendvič, je tudi v vsakem podjetju temelji, da so produkti, da so storitve, karkoli delaš, da so čim bolj standardizirane. In s to digitalizacijo je to možno doseči. In odgovor na to, da smo se lahko širili, je pač ta znanje, ki je pač se nabral v teh letih, zahvaljujoč digitalizaciji. Tako, gospod Lotrič, za zaključek najlepša hvala. Torej, uspeh, ključ do uspeha, oziroma tudi en življenjski moto, ki ga imate vi, nekako gre v smeri jasne vizije in sposobnosti dialoga. Se strinjamo? Vse in delo se mora splačati. Najlepša hvala.